Gledate oddajo Klepet ob kavi. Zdravo, živo slavo. Ste že kdaj dobili tole? To je fortune cookie ali pa piškot usode, piškot sreče, recimo bi lahko rekli. Zanimivo je, da sicer ponavadi to dobiš v kakšni kitajski restavraciji in na Kitajskem je to kar velikokrat prisotno, ampak vendarle so prvega naredili v 18. 19. stoletju in sicer v Kyotu na Japonskem. V njem se nahaja sporočilo in moja paše. Vaše metode se izkažejo za idealne, kar naprej. Ne so ti taka luštna zadeva. In danes se bomo podali na Japonsko, v njihov svet kulture, v njihov svet vseh tistih stripov. In zdaj bi mi prijatelj, ki obožuje Japonsko, že rekel, ne, to niso stripi, temu se reče nekako drugače. Skratka, vse to boste slišali, vse to boste izvedeli in danes lahko sama rečem, da me je zelo, zelo sram, da sem včasih zamenjevala Japonce in Kitajce. Ko sem obiskala njihovo deželo, sem ugotovila, da je to ogromna razlika in tudi v samem jeziku zdaj ga že razlikujem. Tole je recimo japonščina. 今、円は本当に高いです。そうですか？ Ja, in res sem uživala na Japonskem in vsekakor jo bom enkrat še obiskala v času, ko cveti, torej v tistem pomladnem času. Danes pa je podpredsednica društva, ki precej širijo kulturo Japonske v Sloveniji z nami, to pa je Eva. Lepo pozdravljena, dobrodošla Eva! Dobar dan. Evo, ti si ljubiteljica japonske kulture, a ne? Ja, kar. Ja, kar. Zdaj, stripi japonski so mečkeno drugačni, pa sploh se jim ne reče, da so stripi, ne? Ja, torej japonske stripe v bistvu imenujemo manga. S to besedo označujemo vse stripe, ki so v bistvu nastali na japonskem oziroma v japonskem stilu. Zelo drugačni so od ameriških, ker dejansko se tudi berejo iz druge strani. Pa sem jaz zdaj narobe to ristala, že vidim, ja. Ja. Se pravi, kontra se začne. Ja. Okay. Pač to je ta glavna posebnost japonskih stripov, tako da, ker se v bistvu berejo iz druge strani. To je tudi zaradi njihove pisave, ker v bistvu oni pišejo iz desne proti levi. In iz tega potem tudi izhajajo pač način branja torej japonskih stripov ali mang. Vem, da pri njih je ta njihov jezik, da se otroci zelo dolgo časa tega učijo, oziroma da je precej zakompliciran, no? Ja, zdaj jaz na jezik toliko ne spoznam, ker nisem japonologinja, ampak je pač dosti kompleksen, zato tudi prevajanje iz japonščine v slovenščino, naprimer, kar delamo pri naši reviji Magnet Manga, je malo bolj zahtevno, kot če bi iz kakšnega evropskega jezika seveda prevajal, je pa seveda zelo bogat jezik. In je v bistvu, koliko vem, je z slogi, no, se ga piše in vsaka črka pač predstavlja svoj slog in potem se tako skupaj sestavlja besede, ne? Jaz, ko sem bila na Japonskem, sem si dala delati personalizirane pač vilce njihove, a ne? In mi je on rekel, kaj hočeš imeti gor napisan? In jaz njemu rečem abundance, a ne? Torej obilje, a ne? In potem mi je pa prijatelj, ki zna brati nekaj japonščine, povedal, da mi je napisal abandoned, torej zapuščena. Ker imajo več različnih načinov, kako oni lahko angleščino pač prepišejo, ali kako, ne? To tudi obstaja, ja. Po zvoku, ali? Po zvoku, oziroma tudi pač mislim, da način pisave, ko ima tudi 3 pisave. In potem odvisno, katero se uporablja, potem prije pač tudi drug. Katakana, ne? Neki se zdaj tudi, ja. Ja, pa kanji, Ja? pa hirakana, mislim, da je še tretja. Hiragana, ja? Ja. Odlično. Fajn. Zdaj v rokah držim japonski strip, ki se mu reče manga in je v slovenščini. Ja. Odlično. A ni to, mislim, za koga je to primerno? Zaradi tega, ker naš čudovit in krasni sodelavc, ki ustvarja krasne stvari, je velik ljubitelj vsega tega in on pravi, ne, to ni otročje.
Ja, no to je tudi res. Pač Japonci imajo res posebno ozadje za njihovimi stripi. Srečamo se lahko res z različnimi zgodbami, ki so primerne tako za najmanjše, kot pa tudi za veliko starejše. Ja. Tudi glede na zgodbe pač jih razvrščamo v več skupin. Naprimer shoujo, seinen. Seinen so pač prav zgodbe namenjene starejšim. In v bistvu si vsaka starostna skupina najde zgodbe, ki so jim všeč, in tako da res otročja zadeva ni lahko. Risanke so pa anime, a ne? Ja. Ja, moram reči, da moj partner je ljubitelj teh risank in ko mi je nekajkrat dal za pogledat, sem ugotovila, da so totalne ameriške v tem smislu, da ni tistega klasičnega načina, kot ga poznajo naši otroci, da so zmeraj zelo globoke in modre, da je veliko modrosti noter, čisto totalno drugačen pristop. Ja, dostikrat je tako, da pač v animejih imamo pač v ozadju res ogromno ene psihologije in filozofije in res lahko najdemo res ful širok spekter teh risank in potem pač vsak najde nekaj zase. In v bistvu, ko gremo malo raziskovati zgodbe in ozadja za vsakim likom, pač res najdemo marsikaj. In zato v bistvu je ravno tako, da ni samo za otroke. Dostikrat jih lahko analiziraš na res različne načine in zato so res zelo zanimivi pač svet zase. Odlično, Eva. Takole mi danes raziskujemo še takole malce bolj konkretno japonsko kulturo, tudi zaradi tega, ker je leto 2020 vibracija števila 4 in vibracijo število 4 je po besedah numerologinje vibracija japonske. Torej, preverimo, kaj je Romana Pogorevčnik poudarila, kaj to pomeni, kakšna je ta vibracija. Leto 4 je pa leto velike delovnosti, ampak to je tudi leto presenečenj. Leto 4, to je napredna tehnologija, to je res visoka tehnologija, to je japonska, to so izumi, to je nekaj tako po eni strani zelo naprednega, ampak prineslo bo pa zelo veliko močnih čustev, zelo veliko bo raznih skrbi, pa tudi žalosti. Ampak leto 4 govori tudi o tem, kako mi dobimo neka presenečenja. Ja, sicer me pa kar malo skrbi, kako bomo mi kaj spali potem v letu 2020, glede na to, da Japonska in Slovenija imata to skupnega, da imata katastrofalne statistike, kar se samega spanja tiče. V Sloveniji vemo, da je 60% prebivalcev spi manj kot 7 ur na dan in slabši rezultat, kar se tega tiče, torej ima samo še Slovenija in vse to seveda se ne odraža dobro na našemu zdravju in še čem. Ampak je pa vendarle to dežela napredka, revolucije, ampak hkrati ima to globino in mene je presenečalo, kako so ljudje tam mirni, umirjeni, kako so zavestni, kako nekaj, kar počnejo, to res počnejo z dušo in s telesom. Zelo drugače kot pri nas. Ja, v bistvu Japonci vse, kar delajo, jemljajo resno in pač poskušajo biti pri vsem, kar se da najboljši. Torej, pri njih pač ni ena dejavnost mogoče ful pomembnejša od ene druge, ampak oni res poskušajo biti pri vsem, kar delajo, pač čim bolj natančni in čim boljši, da bi to res potem v končni obliki bilo perfektno. No, ampak vsekakor smo lahko zelo natančni, kar se tiče našega spanja. Sanja Lončar nam bo zaupala nekaj zelo zanimivih podatkov o tem, zakaj je tako zelo pomembno, da dovolj spimo in kakšna je povezava z našimi možgani. Dejansko imajo tako dvosmerna cesta. Čez dan so ogromni porabnik, porabijo največ kisika, največ hranil, sladkorja. Res, kdo bi si mislil, da tle porabimo največ energije. Zato pa po noči tam snaga dela. Torej po noči, ko mi zelo globoko spimo, če spimo, seveda, globoko in dovolj, se možgani skoraj skrčijo, tako, ko bi jih človek odprl, izgledajo kot ena malo zasušena orehova jedrca, ker se morajo odpreti ceste, tako kot tisti reševalni pas na avtocesti, morajo se odpreti zato, da se splakne vsa ta umazanija. In če se to ne zgodi, ali zato, ker spimo v okolju, ker smo pozabili izklopiti Wi-Fi, ker smo, ne vem, ki so polni formaldehida od pohištva, ali zato, ker spimo ob napačnih urah ali sploh premalo, potem se to ne zgodi.
Zbudimo se dobesedno, kot da bi imeli mačka, kot da bi ga sinoči popivali, če tudi sploh nismo. In ko se začne to nalagati iz dneva v dan, pridemo do tega, kar je tudi medicina ugotovila, da oni sicer temu dajo znanstveno ime, nalaganja amiloidnih plakov, povečan oksidativni stres. Po domači povedano, smeti so noter, gnijejo, ustvarjajo vnetja skurijo živčevje in potem vam začnejo res nastajati luknje, ki jih še kako opazimo v vsakdanjem življenju. Tako danes govorimo o kulturi Japonske kot takšne. Jaz obožujem matcha čaj. Ti tudi? Ja, dober je. Dober je, ne? Obiskala sem tudi Kyoto in se tam naučila, mislim, to res vzamejo resno, to je cela umetnost le tega, tudi v oddaji smo to potem prikazali, kako, na kakšen način in kako je tudi matcha veliko boljša kot kava, ne? Ja, to sem tudi že slišala, ja. Ja, da je neprimerljivo boljša varianta, da to na takšen način. Drugače pa samuraji so tudi, ne, tisti, ki so zelo, so tudi imeli vpliv, ne, na japonsko kulturo. Ja, samuraji so v bistvu pač predvsem nek lik, ki ga dostikrat povežemo z Japonsko. Samo o samurajih ne vem veliko pa sem se naučila na enem predavanju, ki smo ga imeli letos na sejmu anime Izola, 18. avgusta, ki ga naše društvo tudi organizira. In je tako, da pač samuraji tudi niso samo bojevniki, ampak imajo res tu spet za sabo veliko filozofijo in pač imajo svoje cilje, ki se jih morajo držati. In tudi pač ubijanje pri njih je pač neka velika zadeva, tako da ni, da pač morajo čim več ubiti, ampak tudi jih mora na časten način v bistvu usmrtiti. In nasploh nosijo na sebi veliko breme, ker morajo vedno pač ostati častni, kljub temu, da pač jih res lahko življenje vrže v različne situacije. Wow, zelo moder pristop. Ja. Zelo moder pristop. Zdaj, velikokrat se pojavljajo v stripih take čisto vsakdanje, hkrati situacije tudi. Kako pa je z temi nekimi takimi in drugačnimi junaki, kot jih poznamo v ameriških, vseh teh stripih in podobno, kot so neki Superman in Spiderman in ne vem kaj še vse. Je tudi nadnaravno prisotno v mangah? Tudi nekaj, sicer ne bi rekla, da je ravno, da je pač v bistvu tematika, ki prevladuje. Je pa običajno tako, da najbolj znani animeji običajno imajo kakšnega lika, ki ima nadnaravne moči, pa je zato potem popularen in pač prijeten, pa ljudje se hitro poistovetijo z njim in zato postane hitro risanka dosti popularna. Odlično. Hvala za te informacije, ki si jih posredovala. Mi se bomo tale trenutek posvetili vsem dogodkom, ki jih pripravljamo v tem mesecu in seveda naslednjem. Veliko se bo dogajalo, zdajle imamo dobro motivacijo, ki jo je vsekakor treba izkoristiti za to, da naredimo kaj dobrega zase. Preverimo torej, kaj se dogaja in kje je priložnost in možnost, da se vidimo, spoznamo tudi v živo, ne samo prek ekranov. V petek 13.12. bo imela Marija Ana Kolman predavanje oziroma demonstracijsko predavanje na temo Domača lekarna in fitomedicina v vsakdanji rabi. Zakaj znanje mora biti praksa in tukaj se boste res naučili, katere stvari lahko pripravite sami doma, kaj je nujno imeti v svoji domači lekarni. Na soboto 21.12., ko praznujemo solstici, vabljeni na tradicionalne energijske priprave za leto 2020. Energijski proces se bo torej zgodil v soboto in na ta dogodek vsekakor pridite pripravljeni in opremljeni z veskom in pisalom. Preden se odpravim na porodniško, pa konec januarja še zadnji vikend za dušo v čudovitem Strunjanu, kjer je res močna energija. Tokratni vikend za dušo bo namenjen hormonom in pomlajevanju. Cel vikend v čudovitem Strunjanu, vikenda za dušo. Res nekaj posebnega. Takole, evo, vabljeni
vabljeni, danes raziskujemo japonsko kulturo, omenili smo mačo, njihov izvrsten zeleni čaj iz mladih lističev, ki je neprimerljivo boljša izbira kot kava. Omenili smo seveda tudi njihove stripe, ki niso stripi, ampak so mange. Omenili smo samuraje, omenili smo, da je japonska kultura tudi v Sloveniji precej živa. Absolutno moramo pa omeniti tudi njihove WC-je. Ja. Ja, meni je bilo to presenečenje, ko sem bila tam, ampak moram reči, da bi si želela japonski WC tudi tukaj v Sloveniji, ampak so precej dragi, tako da še nisem prišla do te investicije. Ampak me je to zelo presenetilo in to na pozitiven, absolutno pozitiven način. Pa seveda gejše so tudi zelo značilne za japonsko, ne? Ja, gejša tudi pač pomemben simbol Japonske, sploh njihovo ličenje in cel proces priprave na druženje z gejšami, pa verjetno je film Gejša najbolj znan in v bistvu tudi film, ker so ljudje največ izvedli, no, tudi to ozadje, pa samo življenje, pa tudi mišljenje gejš. In je pač res dosti njihov svet in ful pestro, no. Prva gejša pa ne bi bila moški? Ja, to sem tudi slišala, sam kaj več pa ne morem povedati. No. Ja, jaz sem ugotovila po svojem popotovanju, kakšen mesec dni sem bila tam, da se zelo, zelo skrivajo. Da je vse uvito v neko tako mistično tančico, noben točno ne ve točno kaj, kako, ampak se mi zdi morda ravno zaradi tega toliko bolj zanimivo. Ja, tisto, kar je skrivnost, je običajno bolj zanimivo, ja. V rokah držim razglednice. Ja. Ja, razglednice. Tole izgleda čist japonska zadeva, ampak bojda to slovenski ilustratorji ustvarjajo. Ja, to so vse slovenski ilustratorji. V bistvu pri naši reviji Magnet Manga poskušamo v bistvu spodbujati mlade slovenske talente, ki v bistvu rišejo v japonskem stilu in smo hoteli v bistvu njihov, torej japonski stil združiti z slovensko mitologijo. Tako smo v bistvu prišli na idejo razglednic, kjer dejansko lahko naši bralci pač imajo doma za spomin razglednice z motivi slovenske mitologije, ampak narisane pač v japonskem stilu z strani slovenskih ilustratorjev. Se pravi, da to je, tole bi bila recimo Vesna pol, boginja pomladi recimo. Zadnjo milo. Ja, definitivno na povsem drugačen stil. Odlično. Hvala lepa, Eva, za vse informacije, ki si jih posredovala, da si nam pomagala približati to čudovito zadevo. Evo, mi pa imamo še nekaj fotografij, tudi prihajajo iz Japonske in sicer gre za otok Zajčkov, tudi sama sem ga obiskovala in moram reči, da je bilo to nekaj najlepšega sploh. Nenavadna zgodba otoka, torej kjer prebivajo številni zajčki. Tam so se znašli v povezavi z katastrofo, ki je bila takrat, pravijo, da so jih pozabili in potem so se razmnoževali in pa ne samo to, tudi tja so potem v nekem trenutku ljudje svoje zajčke pripeljali in seveda se je to vse skupaj povečalo in na tisoče dejansko teh zajčkov v vseh teh kilometrih tam najdete, lahko jih božate, lahko jih torej hranite in neverjetna izkušnja, misliš, da nisi na tem svetu. Seveda je neverjetna izkušnja tudi Nara, mesto, kjer pa dejansko božaš srnice in vidiš, kako živijo v sožitju z vsemi temi ljudmi tam. Prav neverjetne stvari torej se da doživeti na Japonskem. In pa seveda tudi njihova hrana, suši je njihova hrana in wasabi, wakami, vse te alge tudi poznamo, ki so izjemno bogate torej z jodom in zato so ženske tam tudi zelo lepe in dolgo živijo. No, še ena druga tradicija, ki prav tako prihaja iz njihove kulture, pa je seveda žad in
akopresurni valček za pomlajevanje. To pa je tisto, o čemer smo v naši oddaji že govorili, kajti pomlajevanje na takšen način ne samo, da bo prineslo dolgotrajne in dolgoročne rezultate, je definitivno neprimerljivo bolj zdravo kot druge kakršnekoli tehnike že. Tako da, ja, lahko se naučite, kako poteka torej tole valčkanje, kako poteka akopresurni valček. Imate šnel kurs, po domače povedano, na naši spletni strani www.klepetobkavi.si. Tudi čisto pravi žad oziroma akopresurni valček iz žada. In ja, danes v tokratni oddaji Klepet ob kavi še marsikaj zanimivega in koristnega. Ostanite v naši družbi.